Na predzadnji domači tekmi sezone so Domžalčani v športnem parku gostili Celje, ki se z Muro krčevito bori za zadnje mesto, ki v prihodnji sezoni še prinaša nastop v kvalifikacijah za Evropsko ligo. Trener Simon Rožman je v primerjavi s tekmo proti Olimpiji v udarni enajsterici opravil eno zamenjavo. Namesto poškodovanega Dejana Lazareviča je od prve minute nastopil Slobodan Vuk. Tekmo so v sredine igrišča začeli Celjani, ki so tudi prvi zapretili. Denis Štravs je izvajal kot, Jure Travner je podaljšal do Žana Zaletela, ki je iz neposredne bližine stresel okvir vrat. V nadaljevanju so vajeti igre prevzeli Domžalčani. Prvi je zapretil Amedej Vetrih, ki je z razdalje meril mimo gola. V 21. minuti je s požrtvovalnim vložkom žogo ukradel Senijad Ibričić. Podal je do Šamarja Nikolsona, ki je podaljšal do Tončija Mujana. Hrvat je uspešno preigraval in poslal nevaren predložek, a brez zaključka. Vsega 2 minuti pozneje je na drugi strani Matija Rom poslal natančen predložek pred vrata. Tam je bil povsem sam Gnezda Čerin, ki pa z glavo žoge ni najbolje zadel. Kazen za neizkoriščene priložnosti je prišla v 24. minuti. Štravs je podal do Darija Vizingerja, ki je z natančnim strelom popeljal svojo ekipo v vodstvo. Rumeni so se odzvali in znova je bil za gostujočega vratarja nevaren Gnezda Čerin. 19-letnik je sprožil mimo gola. V 33. minuti je drugič na tekmi zapel okvir vrat. Tokrat je Gregor Sikošek poslal predložek z leve strani, žoga pa se je od vratnice odbila v gol out. Vsega 3 minute pozneje je Sikošek na kratko podal do Vuka. Najboljši strelec rumenih v zgodovini najmočnejše slovenske lige ni uspel doseči še svojega 45. gola. Na drugi strani je do strela z 20 metrov prišel Amadej Brecelj brez nevarnosti za Santinija. V 38. minuti se je po podaji Vetriha Nikolson odlično znašel v kazenskem prostoru Celja. Žogo je zavrnil do Sikoška, ki je močno sprožil, a je izenačenje z blokom preprečil Zaletel. Priložnosti so se vrstile ena za drugo. Po podaji Gnezde Čerina s kota je Vuk podaljšal z glavo, na drugi vratnici pa je za las zamudil Tilen Klemenčič. V 44. minuti se je v priložnosti znašel še Ibričić, njegov strel je vratar Matjaž Rozman odbil v kot in prvi polčas se je končal z minimalnim vodstvom Celja. V drugem delu igre so se Celjani odločili za bolj obrambno postavitev, zato je bilo tudi priložnosti manj. V 62. minuti je prosti strel mojstersko izvedel Ibričić, a se je z vrhunsko obrambo izkazal Rozman. V 69. minuti je kot izvedel Gnezda Čerin. Pred vrati je z glavo močno streljal Dobrovoljc, a je bil znova na pravem mestu odlični Rozman. V 74. minuti se je v priložnosti znašel rezervist Nermin Hodžić. Prodrl je v kazenski prostor, na koncu pa sprožil čez gol Celja. V 80. minuti je Hodžić izvajal kot z leve strani. Znova je do strela z glavo prišel Dobrovoljc, ki je tokrat meril previsoko. V 84. minuti je Rom v kazenskem prostoru našel Hodžića, ki je močno sprožil proti vratom. Žoga je v roko zadela Zaletela in sodnik Andrej Žnidaršič je pokazal na belo točko. Sledila je izjemna poteza kapetana Ibričića. Namesto strela je žogo le na kratko podal, iz ozadja je pritekel Nikolson, ki mu ni bilo težko doseči še svojega 13. gola v letošnji sezoni. Izjemno sodelovanje, izkušenj in mladosti. Nikolson je bil nevaren še globoko v sodnikovem dodatku tekme, a je s precejšnje razdalje sprožil za las mimo vrat in ostalo je pri delitvi točk. Do konca sezone sta ostali še 2 tekmi, ki bosta odigrani v naslednjem tednu. Rumene v sredo ob 16:55 čaka gostovanje v Kranju, uspešno tekmovalno leto pa bodo zaključili v soboto ob 17:55, ko bo v športnem parku gostoval novi prvak Maribor.